Nekoč, niti ne tako davno tega, je na sončni strani Alp nastala čudovita majhna deželica, ki je poleg prekrasnih jezer, rek in gora, človeške ribice in kočevskega medveda premogla tudi svoje avtohtone medije, med katerimi se je po izvirnosti še posebej odlikovala javna RTV hiša. Prebivalci dežele so vsak dan nestrpno pričakovali, da se je zvečerilo in je nastopil trenutek, ko so pred televizijskimi ekrani izvedeli vse, kar je za življenje treba vedeti. Med oddajami avtohtone radiotelevizije so bili še posebej priljubljeni večerni odpevi. Še posebej radi so jih ljudje gledali vsakič, ko jih je vodil nepremagljivi vitez bratstva resnice Igor E. Bergant. Ker se je rad postavljal s svojim znanjem tujih jezikov, so imeli gledalci navado staviti, v katerem od njih jih bo tisti večer nagovoril. Prejšnji teden je vrli vitez Igor prekosil celo samega sebe rekoč: Dobro večer. Après moi le déluge, oziroma za menoj potop, naj bi sredi 18. stoletja dejal francoski kralj Ludvik XV. Na začetku mandata menda zelo priljubljen, na koncu pa zelo osovražen. Ljudje so onemeli, ne le zaradi sijajne francoščine, temveč tudi za voljo tega, ker je dotlej le malo kdo vedel, da so imeli francoski kralji mandat. To odkritje razloži marsikatero zadevo in je aktualno tudi za nas, saj je potemtakem na nek način tudi Slovenija kraljevina, ki ji vlada kraljica. Čakaj malo, a ni pravzaprav grof? Kakor se vzame, formalno je kraljica, neformalno grof, v resnici pa stric regent. Položaj je bil precej zmeden, saj sta kraljica in grof kar tekmovala, kdo bo bolj priljubljen med podaniki. Bilo je tako hudo, da celo zvezdogledi niso vedeli natančno, kaj se bo iz tega izcimilo. Če ne bo belo, bo pa črno, so napovedovali. A tudi, če bo črno, utegne biti črtasto, če pa bi bilo belo, bi bilo lahko flekasto. Zabavna igrica Ugani, kdo bo zmagal, je bila v polnem teku. Eni so navijali za kraljično Alenčico, ki je obljubljala, da bo dokazala, kako ji čevlji, ki jih je obula ob prevzemu mandata, niso preveliki. Še več, pohvalila se je, da je sposobna nositi celo škornje obutega mačka, o katerem so ljudje govorili, da je edini, ki bi bil sposoben s svojo iznajdljivostjo spraviti kraljestvo z beraške palice. Da bi o tem prepričala tudi nevirne Tomaže, je ukazala, naj ji sluge prinesejo škornje obutega mačka. Ko so jih prinesli in položili pred njene noge, pa je Alenčica ugotovila, da so ji vendarle preveliki. Zato je vzela ostro sabljo in si hrabro odsekala peto. In bi si tudi prst, če bi spletična Maša ob pogledu na kri ne omedlela. Se iz ozadja gromko zarežal grof Zoran. Preveliki so ti, ne boš kraljica, spet boš lečo prebirala. Zdrobila ga bom, se je razhudila kraljična, v zid ga bom vrgla. Nikar te, kraljična, sta jih hitela prigovarjati oprodi Gregor in Karl. Spremenil se bo v princa in tvoj dvor bo razpadel. Mislita, je zaskrbelo kraljično. Kaj pa, če se spremeni v žabo? V žabo? Samo to ne, to bi bilo še huje, je tedaj zavpil dvorni vrtnar, ki želi ostati neimenovan. Zakaj bi bilo huje, se je začudila kraljična. Ne veste, žabe so vendar zaščitena vrsta. Ojoj, potem sem pa izgubljena, je zastokala kraljična Alenčica. In pripovedke bi bilo konec, ko ne bi legendarna Maša Kociper Ciper Coper spravila večjega krogca v manjšega in oznanila. Izvršni odbor Pozitivne Slovenije je soglasno sprejel odločitev, da v dani politični situaciji volilni kongres načrtovan za 19.10.2013
preloži na čas pred državnozborskimi volitvami. In živeli so srečno do konca svojih dni. Tudi mi smo zraven bili, iz rešeta vino pili, z luknjo v siru se mastili.